program zaključujemo na splošno sicer z ostalimi pomembnimi skupinami in sicer najprej bi povabil na oder Sebastjana Kamenika. Zato prosim, Barbaro, če mu lahko pomaga, ker sam ne vidim tukaj. A se sliši se, ja? Pa mogoče gospod Kamenik narediva, a bo šlo? Aha. Kuža je zelo podoben Otoju, Oto je pa kuža tudi, da se okrog obrneva, je pa tudi kuža angleški veleposlanici v Sloveniji. Tako, evo, izvolite mikrofon. Kot zanimivo sta postala že tudi prijatelja. Predsednik Društva za pravice invalidov, podpredsednik Združenja prijateljev slepih Slovenije, velik zagovornik Braillove pisave, urednikuje in se novinarsko udejstvuje pri zvočnem zapisu Obzorje. Časopisu. Časopisu. Ki ga izdaja Zveza slepih, ja. Bil je radijski voditelj in pa tudi pesnik, humorist in pisec besedil. Torej, katere ukrepe bi lahko strokovni svet stranke Fokus predlagal za izboljšanje položaja invalidov? Takole, jaz ne bom dolg, ker se je že veliko kar povedal. Začel bi z osnovo, ki jo je, mislim, da gospod Bogovič izrekel. On je rekel sicer nič o kmetijstvu brez kmetov. Jaz bi pa rekel prvo nič o invalidih brez invalidov. Na vsak način je ta teden udarila ven pereča tema CSS, podjetje CSS v Škofji Loki, in mislim, da se take stvari ne smejo dogajati. Tu se enostavno potegne črta. Treba je skrbeti z področja države, da poskrbi, da bodo invalidi, ki so zaposleni, še bolje, da jih bi bilo še več zaposlenih, ampak tisti, ki so zaposleni, da imajo zagotovljeno neko varnost. Tega smo videli in se verjetno vsi z mano strinjate, tu pri tej likvidaciji ni. Jaz upam, da se bo vse to še vedno uredilo. Se mi pa zdi početje tele vlade, nažalost, tako kot bi nekdo zakuril hišo, potem jo pa pomagal gasiti. Tak način je enostavno nesprejemljiv. Potem bo treba dejansko urediti na drugačen način, tako zakon o osebni asistenci, kot zakon o dolgotrajni oskrbi. Zakon o dolgotrajni oskrbi bi bilo fino, če bi bil narejen iz stališča, da je res narejen tako, kot je treba, in ne samo zato, da neka prejšnji minister, pa zdajšnji minister, pa prejšnja vlada, pa zdajšnja vlada tekmujeta, kdo bo ga prej naredil, kdo ga bo prej spravil pod streho. Pomembno je pri teh zakonih, kako so narejeni. Ne kdaj so narejeni, seveda, najbolje čim prej, za marsikatere že prepozno, ampak tudi kako so urejeni. Pri osebni asistenci je predvsem treba opozoriti na pravičnejše sofinanciranje invalidov udeleženih v osebni asistenci in pa seveda, da bo zakon tak, da ga bodo lahko uporabniki resnično uporabljali, da ne bo prišlo na komisijah, ki odločajo o upravičenosti uporabnikov, do zelo ponižujočih situacij. Sam bom omenil samo dve. Ko so komisija prišla preverjati, ali je neka uporabnica upravičena do asistence, so jo vprašali, pa sej trafiko imate pa blizu, greste kaj samo v trafiko? Je rekla, pa kaj pa ne grem, ko ne kadim, pa nič? Je rekla, no kak časopisi, pa greste kupiti? Slepi je to šla reči, ne? Ali pa v zadnjič gospodu, ja, sej vi pa ne potrebujete asistence, sej sem videla, da si znate zadrgo zapreti. Slepmo. Mislim, to so tako ponižujoče stvari, da mogoče se vam sploh ne zdijo, ki se ne srečujete s tem, ampak je treba opozoriti. Potem je treba opozoriti pa še na eno stvar, da morajo invalidi v osnovi se jim zagotoviti, da se dvignejo iz praga revščine. Mogoče ne veste, ampak 3/4 invalidov je na pragu revščine, moglo bi se zadeve bolj izenačiti, nekateri imajo zares ogromno,
medtem ko drugi veste, kakšne so najnižje invalidske penzije. Skratka, ogromno je dela, ogromno bi še lahko naštel, zakon o dostopnosti recimo, potem zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Problem je, da ti zakoni so, nekateri so celo dobro spisani, se pa ne izvajajo. Oziroma se kar pozabi ali pa sej bomo in tako naprej. Skratka, invalidi bomo morali pa tudi konec koncu skupaj stopiti, se nehati prerivati med seboj, katera invalidnost je težja, katera manj, ampak se zavedati, da smo na isti barki in bolj kot bomo skupaj držali, močnejši bomo. Je pa res, da je vsaka od invalidnosti specifična in tako bi se jo treba tudi lotevati, bi pa mogoče ne bilo slabo razmisliti, da bi se neka vlada bolj posvetila. Sam sicer nisem naklonjen širjenju ministrstev, ampak morda bi nam iz vseh raznih uradov pa le naredili počasi ministrstvo za invalidsko problematiko in jaz, če bo le gospod Marko Lotrič, zato sem prepričan, da ko bo stranka Fokus v vladi, bo to ministrstvo nastalo, ker imamo dovolj dobrih strokovnjakov, da bi invalidsko problematiko izničili in invalide postavili na dokaj višjo raven. Hvala lepa. Hvala lepa, evo roke. Hvala lepa Sebastjanu Kameniku in sej verjetno poznate 5 prostorov, teh 5 prostorov za intelektualno in siceršnjo ovirane ljudi moramo postaviti kot našo prioriteto, torej kako od doma invalidu, kako na javni prevoz, kako v javno stavbo in nenazadnje, kako se obnašati na spletu varno z različnimi oviranostmi.